V začetku tedna je potekala slovesna otvoritev prenovljenega laboratorija Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru. Fakulteta bo sicer letos praznovala 29. obletnico samostojnega delovanja. Nova pridobitev pa bo zagotovo vplivala na kakovostnejše delo študentov, saj jim bo omogočala seznanitev z najnaprednejšo tehnologijo. Sredstva v višini 90 tisoč evrov je za laboratorij sicer zbralo več kot 40 pomurskih podjetij. Od tod tudi ime Pomurski laboratorij. Veliko veselje in čast mi je, da lahko danes vas pozdravim v tem okolju in ob tej priložnosti. Še posebej, ker gre za, bi lahko rekel, simbolno dejanje priznanja pomena znanja in znanosti za to, da lahko kot družba se razvijamo in tudi razumemo, da je vsak razvoj pravzaprav partnerski odnos med subjekti v okolju in seveda med inštitucijami znanja. Veseli me, da se tudi skozi sporočila, ki jih nekako v zadnjem času lahko razumemo se strani vlade, temu področju daje velik poudarek in da pravzaprav si lahko obetamo, kljub turbulentnosti časa, v katerem živimo, na tem področju pomembne premike naprej, še posebej v vzhodni, kot pravimo, kohezijski regiji, ki se sooča z velikimi izzivi, in tukaj smo še posebej veseli in hvaležni za vso podporo, ki jo se strani posameznih podjetij imamo pri uresničevanju naših zelo ambicioznih načrtov, ki drugačni, glede na to, kje živimo, tudi ne morejo in ne smejo biti. Danes bomo sicer simbolno otvorili prenovljen laboratorij, ki pa, kot rečeno, ima iz strani gospoda dekana simbolni pomen, torej prekmurski laboratorij, kar je še en dokaz več, da tudi podjetja in vedno bolj iz sicer v naših glavah pogosto razmišljajočimi manj razvitimi regijami zelo dobro vedo in se zavedajo pomena znanja za našo in skupno prihodnost. Gre za projekt, ki je ponovno pokazal, kako smo lahko uspešni v Sloveniji, če le stopimo skupaj. Kar 40, prek 40 podjetij je pod dirigentsko palico mojega kolega Pomurske gospodarske zbornice pristopilo k prenovitvi tega laboratorija. Izredno sem ponosna na vsa ta podjetja, ki so prepoznala pomen in koristnost laboratorija in zato namenila denarne donacije, material, pristopila pa tudi k izvajalskim delom v skupni vrednosti 90 tisoč evrov. Znesek, ki je omogočil prenovo v sodoben, napredno urejen laboratorij, ki bo privabljal motivirane in zagnane študente in raziskovalce, da se še naprej kalijo na tej fakulteti, jih spodbujal k raziskavam in povezovanju z gospodarstvom. Tako sem vesel, da se ob taki dobri novici vas zbere toliko. Mislim, da v zadnjem času je res čas, da začnemo z dobrimi novicami seznanjati naše prebivalstvo in to, kar se bo danes zgodilo, kar se danes dogaja, je dobra novica in je plod izjemno dobrega povezovanja in sodelovanja med gospodarstvom, še posebej predstavniki gospodarstva, seveda pozdravljeni in zahvala, da ste pravzaprav prisluhnili pobudi, da ta laboratorij v povezavi z univerzo in gospodarstvom zaživi tukaj na Strojni fakulteti v Mariboru. Povezovanje med gospodarstvom in univerzo je tudi rdeča nit kohezijske politike 21-27, v kateri res, kot je bilo povedano, veliko denarja, tako kohezijskega kot tudi proračunskega denarja, namenjamo razvoju znanosti. Samo v cilju 1, ki je namenjen večji konkurenčnosti, razvoju znanosti, je namenjenih 730 milijonov in v cilju 2, ki je tudi povezan z znanostjo in razvojem, prav tako preko 700 milijonov evrov. Mi imamo v sodelovanju z različnimi gospodarskimi interesnimi združenji že kar nekaj načrtov pred sabo in ta je sicer tako majhen, srčkan, ampak je dober začetek in kot veste, tudi sam živim v
Pomurju, bil sem bivši župan Murske Sobote 8 let in nisem si predstavljal, da bomo imeli na strojni fakulteti v Mariboru pomurski laboratorij. In čestitke seveda tudi dekanu in se strinjam in podpiram to, da bo to tudi mogoče koroški, mogoče štajerski in tako dalje, gorenjski laboratorij v Mariboru, ki ima pravzaprav tudi svojo dodano vrednost. Zakaj? Kot veste, je Pomurje v nekem zgodovinskem obdobju nekoliko zamudilo priložnost, da bi se organizirale in spostavile tam visokošolske in fakultetne ustanove. In resnici na ljubo so pomurski študentje v deprivilegiranem položaju, ker se pač morajo po znanje voziti v Maribor, v Ljubljano ali pa v tujino. In se mi zdi, da je to dober začetek razvoja partnerstva med regijo, ki je nekoliko zaspala v preteklosti in se sedaj zelo uspešno prebuja, tudi z novimi idejami, ki jih še ne bomo razkrili, ki jih prav tako snujemo z Univerzo v Mariboru. Izjemno čast mi je, da lahko rečem, da nam je uspelo. Uspelo obnoviti, posodobiti in nadgraditi naš laboratorij. V prvi vrsti sem tega vesel zaradi naših študentov, ki bodo v tem laboratoriju pridobili nova in bolj poglobljena znanja. Vsekakor pa prenovljeni laboratorij daje tudi nov zagon in elan vsem nam zaposlenim za raziskovalno delo. Seveda danes ne bi bili tukaj, če ne bi bilo vas, spoštovani donatorji in partnerji, ki ste vse to omogočili. Na tem mestu vam izrekam globoko zahvalo za podporo v želji, da današnji dan odpira vrata za naše nadaljnje sodelovanje na mnogih področjih, ki so stičišče naše fakultete in vaših podjetij. Osnovno področje raziskav v Pomurskem laboratoriju so postopki iz procesnega inženirstva. Primer bi lahko dal sublimacijsko sušenje, ki je zelo značilno za farmacevtsko industrijo. In v te naprave je potrebno torej na nek način testirati, hkrati pa, če želimo, da jih optimiramo, je danes seveda nujno, da razvijamo tudi digitalne modele. Torej računalniške modele, ki nam potem virtualno omogočajo optimizacijo tovrstnih naprav. Seveda vsak model ima neke predpostavke, če ga ne testiraš, povsem mu ne moreš zaupati, tako da ta laboratorij bo dejansko odlična priložnost za izboljšanje kakovosti testiranja naprav, hkrati pa seveda izboljšanje tudi razvoja naših digitalnih modelov. In na koncu digitalnih dvojčkov, kar pa je v bistvu na nek način prihodnost inženirstva. Sedaj imamo v Pomurju Lek oziroma Sandoz, tudi pomurske mlekarne so tukaj zraven, Klingrad, to so podjetja, kjer smo že z nekaterimi sodelovali, bolj obširno z nekaterimi v bistvu pripravljamo sodelovanje. Sodelujemo pa seveda z podjetji širom Slovenije. Nismo omejeni na, Štajersko regijo, tudi preko meja sežemo, tudi do Nemčije, tudi z ameriškimi farmacevtskimi podjetji že delamo, tako da to je potem priložnost, da znanje svetovno tudi na nek način skondenziramo, prenesemo k nam in ga tukaj potem razširimo še na naše podjetje. Pomurska podjetja so torej zbrala za 90 000 evrov sredstev, kajti zavedajo se pomena znanja. Naša podjetja znajo, da je znanje tukaj na tej univerzi, predvsem podjetja iz področja strojništva, sodelujejo z profesorji, sodelujejo z laboratorijem in nekako ideja je bila dana strani našega docenta, dr. Gomboca, in smo jo potem tudi uresničili. Skoraj 40 podjetij se je odzvalo in so donirali. Največji del je bil seveda čisti prostor, clean room, tako da jaz mislim, da imamo za laboratorij tukaj taki, na katerem se bodo naši, tisti, ki bodo v industrijo kasneje prišli, naši bodoči razvojniki, naši inženirji učili, in jaz mislim, da take stvari treba podpirati in to tudi podpiramo. Ker gre za procesno strojništvo, je ta laboratorij zelo zaslužen oziroma bo največ služil našim tistim, ki so iz smeri strojništva, procesne tehnike, pa seveda tudi farmacije. Vemo pa, da prihaja k nam največja investicija, Lek, Sandoz, in prav določene aparature, naprave, ki so tukaj prisotne, bodo tudi potem v pomoč mladim, da se izobrazijo, da se usposobijo in da se kasneje tudi zaposlijo v Lendavi. Pri naložbi je sodelovala tudi družba Sandoz. Veliko smo prepričani, da samo močno sodelovanje
gospodarske, akademske, raziskovalne, pedagoške, inovacijske sfere v Sloveniji lahko pripomore k preboju Slovenije, posebej pa v tem primeru regije, torej severovzhodne Slovenije, za katere je poznano, da razvojno zaostaja, in izjemno nas veseli, da smo predstavniki podjetij, ki smo zelo dejavni v Pomurju, prepoznali vrednost raziskovanja tako na temeljnem kot na aplikativnem področju na Fakulteti za strojništvo v tem primeru in podprli tako imenovani pomurski laboratorij na Fakulteti za strojništvo, ki bo s tehnologijo čiste sobe omogočil mnoge aplikativne učinke v gospodarstvu na način, da se bo procesno inženirstvo in dejanski problemi, ki jih imamo v gospodarskem okolju, lahko tukaj bolje preučili, poiskali rešitve in potem na način digitalnega dvojčka ali pa na druge poenostavitve, če zdaj malo razložim to ozadje, prenesli v gospodarstvo. Leko članov skupine SNDO že leta sodelujemo s Fakulteto za strojništvo na različnih tehnoloških platformah, ki so torej zelo pomembni za tako razvoj, proizvodnjo in distribucijo naših zdravil. Kar pa moram posebej poudariti, pa je, da je naložba, ki smo jo lani obelodanili, torej največja naložba v zgodovini Slovenije, torej v Visokotehnološki center za podobna biološka zdravila v Lendavi, en močan svetilnik sodelovanja gospodarskega okolja, lokalnega, regionalnega okolja, univerzitetnega okolja in vseh drugih deležnikov. In Fakulteta za strojništvo in Univerza v Mariboru tu igrata ključno vlogo. Skupaj s Fakulteto za kemijo in medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru tudi Fakulteta za strojništvo sodeluje pri vzpostavitvi trening centra kompetenc za naš novi bodoči Visokotehnološki center za podobna biološka zdravila. In današnja otvoritev pomurskega laboratorija na Fakulteti za strojništvo je pravzaprav en kamenček v mozaiku teh prizadevanj.